Živjo! Gostja današnjega podcasta je Mateja Kavčič, arhitektka, konzervatorka in restavratorka. Vse svoje znanje vlaga v ohranjanje stavbne dediščine. Od leta 1991 je bila zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine v restavratorskem centru, kjer je načrtovala in vodila obnove spomenikov. Danes deluje kot projektantka projektov in novogradenj. Vseskozi pa opozarja na nizko raven slovenskega dojemanja in pomena dediščine. Ne le v smislu izvajanja obnov, temveč predvsem v duhu razumevanja dediščine kot aktualne razvojne sile družbe. Mateja Kavčič, lep pozdrav. Pozdravljeni. Pogovarjava se na sedežu Združenja zgodovinskih mest Slovenije na Mestnem trgu 35. Kako pomembna stavba je bil ta prostor njega dni, ta prostor Rotovža? V bistvu je bil to za prebivalce mesta najpomembnejši prostor, to je bila njihova mestna hiša. In to se vidi potem, na kakšni poziciji je, se pravi v sredini mesta. Vidi se potem, kako je narejena, na to opozarja rdeča freskana fasada in to freska od ceste do vrha, do venca strehe, kakršnih je zelo malo, mimogrede, v Sloveniji in tudi širše. In pa seveda tudi v zasnovi teh prostorov, ki so v bistvu klasični meščanski, ampak ko smo obnavljali, smo v njej najdli precej takih detajlov, ki pričajo, da to pač ni bila običajna hiša. Tu se je skratka formirala mestna politika, že od nekdaj. Kaj vse ste odkrili pod plastmi ometov? Da pod vsemi temi, mimogrede, ali pa če začnem s tem, vse to, kar smo odkrili, smo pustili vidno na stenah, tako da se lahko danes na podlagi teh odkritih sond razlaga te zgodbe. In odkrili smo recimo, kako se je stavba razvijala, kako je njena gradnja napredovala, se pravi, da se je nekoč iz starejše neke lesene gradnje in ožje hiše, ki je bila ločena od sosedne, razvila v hišo, ki se je prislonila na sosednjo in je neka ulica, ki je bila med tema dvema stavbama bila uporabljena za današnjo vežo. To je na primer ena faza razvoja, ki ga v bistvu zasledimo v marsikakšnem še slovenskem srednjeveškem mestu. Na primer, taka zasnova je še opazna v Ljubljani na Gornjem trgu, kjer imamo hiše drugače obrnjene proti trgu kot potem na Mestnem trgu. In prav ta tip gradnje oziroma ta način razvoja gradnje je tam še prav dobro razviden. Celo s čim se ogrevajo, ste odkrili na podlagi ometov in sledov pod ometi? S čim se? S čim se ogrevajo, ne? Ja, to so bile, odkrili smo seveda črno kuhinjo, to se pravi, da se je nekoč tukaj zelo resno kuhalo in ogrevalo, odkrili smo dimnike. Ti so bili seveda potem prekriti z raznimi ometi, z raznimi poslikavami in vse te faze nam govorijo, od kdaj so ljudje uporabljali prostore povsem utilitarno, kdaj so jih potem začeli in kako so jih začeli krasiti, ker so pač iz tega počasi skozi stoletja nastajale iz običajnih hiš oziroma iz običajnih sob neki saloni, neki meščanski prostori z lepo dekoracijo. In vse te dekoracije si danes lahko tukaj na teh stenah in stropovih tudi ogledate. Ta hiša je resen poseben pričevalec življenja tukajšnjih ljudi in njihovih navad. Ja, seveda. Je en tak vzorc, na kateremu lahko pravzaprav predvidevamo, kaj bomo našli tudi v drugih hišah, ne? Ker so pravzaprav v vseh obdobjih smo ljudje in tudi danes počeli podobne stvari in bivali na podobne načine. In obrtniki so znali izvajati podobne stvari. Tako da to je v resnici nek tak majhen laboratorijček, zato mu pa pravimo laboratorij, na katerem se lahko učimo tudi za druge posege, ki jih bomo v drugih objektih in drugih stanovanjih počeli. Tudi za ljudi, ne samo za nas stroko, ampak tudi za uporabnike. Jaz to razumem kot živi laboratorij, kjer pa lahko človek začuti, kako so ljudje tistega časa živeli, ljubili, žalovali. Ne? Ja, vse to se da razbirati in vse te zgodbe, če si pozoren, če z občutkom te stvari gledaš, se da pridobiti nazaj. Ne? Mateja, kakšen je odnos do dediščine na terenu v tem trenutku? Občutek je, da je mačehovski ta odnos, ne? Občutek je, da je ta odnos mačehovski, da Slovenci skozi stoletje nekako nismo privzgojili takega pietetnega odnosa do naše kulturne dediščine. A se motim? Mislim, da ne. Da je to pač razvidno na vsakem koraku. Ne? Slovenci smo zelo močno razvili ravno nasprotno občutek, da je vse novo dobro in boljše in tem pravzaprav tekmujemo en z drugimi in z vsemi ostalimi. Medtem ko pa to, kar so naši predniki naredili, tega pač ne znamo ceniti. In s tem hkrati pozabljamo, da tudi to, kar bomo mi ustvarili v svojih življenjih,
verjetno ne bo nihče za nami cenil, ker pravzaprav tak obrazec dajemo tudi mi, tak vzorec dajemo mi naslednjim generacijam. In ponekod se dediščina tudi preoblikuje do nerazpoznavnosti. Tudi to napačno se obnavlja. Obnavlja se tako, da pač se vnaša noter v to staro naravno biogradnjo, sodobne materiale brez občutka in s tem nastanejo seveda na začetku mogoče izgleda lepo, ampak s časoma pa se začnejo dogajati neke tehnološke spremembe in stiki med temi nekompatibilnostmi in nastajajo problemi. Ne? Prav tako se na terenu opaža, da vedno bolj drastično izginjajo mojstri, ki še poznajo stare materiale, ki jih razumejo, kako se obnašajo, ne? In ki obvladajo te obrti, ki so nujne pri restavriranju oziroma obnovi določene stavbe. Pravzaprav je cela naša civilizacija podvržena tem problemom. Ne? Dejansko je vse, kar se danes gradi, vse, kar se dela, vse gre v smer industrializacije in danes v današnjem času še robotizacije. Se pravi, da človekovo delo postaja neka preteklost, rokodelstvo pa še sploh, ker je pač zahtevno, treba je znanje ne pridobiš čez noč, ampak z dolgim treningom in pa predvsem vsako stvar, ki jo človek naredi z roko, ne naredi kar čez noč in na hitro, ampak je treba za to čas, to pa se plača. In zato bi morali mi na dediščino gledati skozi ta očala. Ravno zato je dragocena, ker je narejena z človekovim znanjem in s človekovim dotikom in ne produkt neke globalne industrije. Ta pa seveda prodira, ker ima podporo skozi vse ekonomske mehanizme in pač požira to našo dediščino in jo spreminja tudi do nerazpoznavnosti. Se lahko tu s pepelom posujejo tudi arhitekti? Mislim, da. Zato, ker moram reči, da smo ena redkih ali pa da smo tisti, ki se ukvarjamo z dediščino v manjšini. Mogoče se danes ta trend že mečkano preveša in izboljšuje, ampak ko sem študirala jaz z arhitekturo, je bilo to pravzaprav nekaj nezaželenega oziroma malenkostnega v celem arhitekturnem dogajanju. Ne? In nekoč sem zdaj pred kratkim govorila s svojim bivšim profesorjem in je rekel, veste, konzervatorstvo je v bistvu v celotni črti nezaželena dejavnost, ker se ukvarjamo z nečim, kar je staro, kar je minilo in ljudem, ki tečejo naprej, je pač to ostalo nekje v ozadju in jih to pač ne zanima. Ne? In jaz mislim, da težava arhitektov je, da o tem premalo vedo in da so predvsem vzgojeni v tem, da je vse novo, vse veliko, vse kričeče, vse ustvarjalno, pač prednostno. Ne? In tako postaneš uspešen. Če pa znaš pogledati malo nazaj, se majčkeno skromnejše ukvarjati z arhitekturo in odgovoriti na vse te probleme, ki jih pa dediščina danes odpira, ne? To je pa pač tako. Ni ravno najbolj cenjena dejavnost. Pa da tudi svoj ego daš v drugi plan, ne? Da malo omakneš, pa da se majčkeno s ponižnostjo pravzaprav obrneš na vse to, kar je bilo ustvarjeno. Ker konec koncev to, kar sem rekla že prej, če lahko sam še enkrat ponovim, to, kar pravzaprav mi danes delamo oziroma kakršen odnos do okolja ustvarjamo danes mi, se prenaša tudi na naslednje generacije in tak bo tudi njihov odnos do nas. In zato je šola prenove, ki jo tudi izvajate v sklopu Združenja zgodovinskih mest, tako pomembno, ne? To je to dragoceno prenašanje znanja o dediščini na mlajše generacije. Ja, prav to je tisto vprašanje, s katerim smo se že pred 20 in več leti začeli resno ukvarjati. In že na Zavodu za varstvo kulturne dediščine smo začeli to dejavnost podpirati in podpirati vse, kar se je tudi na srednjih šolah dogajalo na tem področju. Tako da poskušamo vsaj tiste osnovne poklice, ki vplivajo na gradnjo, obdržati nad vodo, tako da se informacije in znanja iz starih mojstrov prenašajo na mlajše generacije. In šolo prenove ste v bistvu uvedli že v vrtce? Tudi s temi otroci že delamo, pa seveda z osnovnimi šolami in neverjetno je, kako so otroci dojemljivi za te stvari. Ne? Včasih misliš, da boš kakšno vsebino, ki je povsem obrtna, profesionalna predstava in jim bo nezanimiva, pa se ravno tam razvije izjemen interes, zabava, prijaznost, občudovanje. Ne? Se pravi, da je ta otroška duša še popolnoma neskvarjena in nima nobenih predsodkov pred starim. Ne? Potem pa se z leti zgodi nekaj drugega. Mateja, pogovarjava se v Škofji Loki, v njenem srcu. Pravkar poteka prenova Škofje Loke. S tem bo to srednjeveško mesto dobilo v bistvu največjo preobrazbo v svoji zgodovini doslej. Kako ste zadovoljni s prenovo doslej? Ja,
O tem sem že kar nekaj pisala in tudi opazujem, kaj se dogaja. In v bistvu bi rekla tako, en problem pri teh obnovah tlakov in javnih prostorov je, da se odvijajo v tem času v več mestih po Sloveniji in da so to predmet arhitekturnih natečajev. S čimer ne vidim v osnovi problema. Pravilno je, da se arhitekti s tem resno ukvarjajo in da posodabljajo javni prostor. Ampak dogaja pa se nam, da so ti prostori zelo raznolikih mest postajajo zaradi teh posegov zelo enolični oziroma podobni med sabo. Uniformirani. Uniformirani, ja. Nek odraz trenda arhitekture, ki je pač danes trend, ne. Kar bodo sicer vsi rekli, da se je treba pokazati, v katerem času je bila stvar narejena, ne. In to tudi na nek način drži. Ampak pokazati tako, da pa ne upoštevaš avtohtonosti okolja, v katerem delaš, je pa škoda, je pa zamujena priložnost. Tako da tukaj vidim v tej prenovi, ki se trenutno dogaja, nekaj priložnosti, ki upam, da ne bodo izpuščene. V debatah s projektanti smo jih sicer večkrat izpostavili, moram reči, da ne s prav odprtimi rokami se spremembe niso zgodile, pa vendarle. Recimo, če samo opozorim na 3 ključne stvari. Ena je uporabljati lokalen material, ker pač vsa ta gradnja okrog nas je gradnja z lokalnim materialom. In če je kaj enostavnejšega dobiti, čeprav vem, da smo podrejeni neki zakonodaji, okoljski, prostorski, ne vem, lastništvo, voda, ampak če je kaj enostavnejšega dobiti lokalen material za prod v lokalnih nanosih, ki nam je zdaj, jih je zelo mimogrede so jih nanesle poplave, mislim, ne vem, zakaj bi kupovali ta gradiva nekje čez mejo ali pa celo kje iz daljave, iz tujine, iz oddaljenih kitajskih, ne vem, od koder smo recimo nekoč celo skril uvažali, ker je bil cenejši. Ker tudi, ko so ta mesta nastajala, so obrtniki iz okolice počrpali material in surovine. Seveda, je bilo to edino racionalno, ker je bilo najbližji. No, ampak če se vrnem nazaj, eno je lokalen material, drugo je seveda uporabiti geometrijo mesta, za katerega vemo, da jo je imel, in je dokazan ali z arheološkimi najdbami ali pa na starih fotografijah. In to je neka zgodba, ki jo recimo v Škofji Loki drugačna kot na Ptuju, pa v Mariboru, pa v Celju, in to je razlika med srednjeveškim mestom tu ali pa tam. In tako to mesto ohranja svojo identiteto. Tako da to mi je druga. Tretja pa so seveda lokalne zgodbe. V vseh teh mestih se je v preteklosti dogajalo marsikaj zanimivega, tudi marsikaj zelo naprednega. In recimo ena od takih, na katero opozarjam, je Loška luč, ki je bila tukaj unikaten primer v Škofji Loki, in Škofja Loka bi jo lahko izkoristila kot svojo zgodbo, namesto da pač kupuje neke globalna svetila, ki jih srečaš mimogrede v Splitu na železniški postaji, seveda ne v centru. In te stare luči so bile res čudovite v Škofji Loki. Ja. Bile so pač produkt nekega, rekla z današnjim jezikom, public-private partnership, javno-privatnega partnerstva. To je bila ena prvih javnih razsvetljav v Škofji Loki in tudi dizajn te luči ni kar najbolj enostavna kupljena luč, ampak je, ne vem, kdo jo je delal, ker ni kovana, ampak je pač nek dizajn tistega začetnega industrijskega obdobja, ko so se delale te aluminijasti obroči z stekleno bučo in pa neko tako lepo kljuko z malo krasja. Skratka, lahko bi bila to avtohtona loška zgodba, ne vem pa, če se bo zgodila. Kakšna nenavadna odkritja, povezana tudi s tlaki, ste odkrili v Mali ulici v Škofji Loki? Tudi ja, to je pa tu zadaj, to so odkrili arheologi v bistvu, in to je eno tistih detajlov, na katerega tudi želimo opozoriti, da je to je pač neka lokalna geometrija, ki je seveda imela svojo vlogo. To ni bilo zaradi lepšega narejeno, ampak so bile to neke vzdolžne mulde, v katerih se je zbirala voda in v katerih je bil pač zaradi tega zbiranja na poseben način postavljen tlak, hkrati pa je s tem nastal nek lep detajl. In te vzdolžne mulde smo v bistvu na Mestnem trgu z arhitektom dosegli, se bodo v bistvu vrnile v neki posodobljeni interpretaciji. In seveda, če se pojavljajo tudi po drugih prostorih, je to že spet neka lokalna zgodba. In zakaj je ne uporabiti, zakaj ne razlikovati tega mesta od drugih, za to nimam odgovora. Na vsak način mislim, da je to prilika, da se naredi nekaj posebnega tu, v tem prostoru. To je tudi stvar ponosa, tudi po številnih drugih koncih Slovenije, ne samo po mestih, tudi po vaseh opažamo to nizko raven samozavesti do lokalnega, do avtentičnega, do tisto, kar je ljudi identificiralo s tistim prostorom, kjer živijo. To je zanimivo, da smo Slovenci v resnici ponosni smo na par kulturnih
stvari, nivojev. Ne? Ponosni smo na poezijo, na Prešerna, ponosni smo na svoj jezik, na svojo ljudsko glasbo, smo ponosni smo na svoj šport in njegov razvoj iz zgodovine, o tem ni dvoma. Na svojo arhitekturo, in jaz trdim, da je arhitektura, čeprav včasih kakšen arhitekt protestira, da je to stavbarstvo, arhitektura pa je samo višjega ranga, ampak ne, jaz trdim, da je arhitektura vsega slovenskega posebnega prostora svojska, izjemna, pestra, tako raznolika, da je res velika žalost, da se je ne zavedamo. Ker dejansko v katerokoli dolino zaviješ, je prvič to, kar smo že na začetku rekli, je grajena iz lokalnega materiala, z lokalnimi obrtniki. Seveda so kulturni vplivi od drugod, ampak mi imamo kulturne vplive iz severa, iz vzhoda, iz juga, iz zahoda in vmes se je zgodila še naša geologija, naše biološke, te naravni pogoji, in prilagajanje stavb naravnim okoliščinam. Kaj je pravzaprav bolj sodobnega kot razumeti arhitekturo v naravnem okolju. Danes smo točno s svojimi trajnostnimi težavami, točno pred tem izzivom. Kako z arhitekturo in s poselitvijo odgovarjati na okoljske probleme. Včasih so to znali. Ker če niso znali, so v bistvu tisti napačno rešeni problemi v prostoru so pravzaprav že zdavno bili eliminirani, ker so izginili, ker jih je lihtko poplava odnesla, lihtko zima uničila. Skratka, vse, kar je človek nekoč gradil, je gradil z zelo, zelo dolgimi, dolgotrajno pridobivanimi izkušnjami v prostoru. Ta nizka raven samozavesti do arhitekture mora biti izvira tudi iz stigme revščine iz tistih preteklih časov, ne? Mogoče, ja, mogoče. To nosimo s seboj. Ne? Ja, neko globoko rano, ki se manifestira tudi v tej nizki samozavesti. Ja, ki seveda ima tudi svoje ozadja, in o tem bi tudi lahko na dolgo govorili. Ampak danes ni več čas za to. Danes je škoda, da te rane v resnici še vedno mogoče gojimo ali pa jih ne znamo pozdraviti in si ne rečemo, živimo v prekrasni deželi, to vsi živimo, ampak jaz bi rekla ja, in ta prekrasnost nam je bila podarjena, to je pravzaprav narava, in tu nismo naredili pravzaprav ne veliko, da smo jo dobili, kar smo pa dosegli v svojim delom v tej naravi, bilo pa nekoč z naravo usklajeno in je lepo, kar pa delamo danes, pa vprašanje. In škoda je teh izkušenj ne uporabiti in ne povzdigniti na nek nivo samospoštovanja. Kaj pa vodilnih pogrešate v odnosu do kulturne dediščine, tudi v sklopu Združenja zgodovinskih mest, ki je mimogrede lani praznovalo svojo 30. obletnico? Vodilnih? Ja, jaz bi rekla, da če zdaj govorimo o politikih, malo mi zavede manjka tega ponosa, tega zavedanja, iz kje izhajamo, kaj imamo, in pa razmišljanja, če že razmišljamo, kaj v tej državi potrebujemo, razmišljanja, ki bazira na tem, kaj pravzaprav znamo, kaj so naši predniki znali in kaj bi lahko izkoristili iz tega za svojo prednost. To slišim premalokrat, seveda pa je vse, kar prihaja v ta prostor od zunaj, kar nam vsiljuje ali pa se s soglasjem dogaja s pomočjo tuje politike, tudi evropske ali pa svetovne. To pač smo primorani sprejeti, nimamo pa svoje agende. Mi nimamo, lahko bi imeli za marsikakšno svoj lasten odgovor, pa bom rekla nekritično požremo vse, kar pride iz tujine. Čeprav moram reči, da je nas Evropa, prav ta evropska politika opozarja na raznolikost, na kulturne vrednote, na pomene dediščine. Če ste sledili, zdaj se razvijajo projekti Bauhaus, Davoška deklaracija, se pravi, da se v svetu točno tega zavedajo. In manjše območja, kot je naše, v Sloveniji, neke regije ali pa neke države, ki sploh nismo mi najmanjši v Evropi, če smo čisto natančni, se tega zelo dobro zavedajo. Tako da majhnost ni odgovor na to vprašanje. Odgovor je samo res razumeti, kaj imamo in kaj lahko iz tega pridobimo. Če smo majhni, smo pogosto lahko prototip rešitve. Točno to. Mogoče se kakšno stvar tudi lažje dogovoriti, če si majhen. Kako bi pa reševali problem gentrifikacije mest, vedno bolj izpraznjenih mestnih središč, kjer vedno redkeje srečamo domačine in vedno pogosteje tuje obraze tujcev? Točno s tem, z kontakti z domačini. To življenje, ki tiho polzi iz nekdaj živahnih mestnih središč. Ravno s tem, da v vseh teh dejavnostih,
ki jih tudi vodilni, ki zadeva tudi vodilne, vidim premalo komuniciranja z javnostjo, ali pa je to komuniciranje tisto površno, ko se vam reče, se na internetu pa preberite, pa se javite, pa nam pišite po internetu, to je pač premalo, to je pač birokratski odgovor. Ljudi treba razumeti, kako živijo, kaj potrebujejo, in to vse nivoje ljudi, se pravi vse starostne skupine, vse spole, vse načine bivanja in iz tega izhajati. In ljudem pravzaprav prinesti tisto, kar potrebujejo za vsakdanje življenje, tudi na bližino, na doseg roke, ne na največjih problemov. Vidim, da se v vseh mestih zgodil, so ti famozni shopping centri, ki so se zgodili zunaj, zaradi katerih danes ljudje morajo ven in se morajo voziti, in zdaj zaradi tega prevažanja uvajamo avtobuse in ne vem kakšne prevoze. Mislim, naredili smo si probleme, ki se vprašam, tukaj se nismo vprašali, kaj mi potrebujemo. Tukaj nam je nekdo vsilil način življenja. Drug problem je seveda turizem, ki je pozitiven in ki ga vsi potrebujemo. Od njega se služi do neke točke, in do točke, ko se pač začne zaradi njega izseljevati populacija ali pa stanovanja oddajati samo za turizem, tam je pač potem problem. Počasi se nam dogajajo Benetke, Barcelona, Dubrovnik. Vsi ponavljamo iste stvari in čeprav tisti, ki nismo bili prvi v teh vrstah, ne imamo čas premisliti, učiti se na napakah drugih in premisliti in ne ukrepati tako, kot so vsi ostali, ne ponavljati napaka. In to tudi pogrešam pri naših vodilnih. Učiti se od napak drugih, ker so jasne, saj strokovnjaki, ki delamo v okolju, jih pravzaprav vidimo in opozarjamo na nje. In zakaj se ne bi? V tej maniri še toliko bolj poudarjamo tudi ta fond, ustanovljen znotraj Združenja zgodovinskih mest, s katerim bi pač odkupovali določene stavbe in jih uporabili pač tudi kot stanovanja. To je ideja, ki je pravzaprav odgovor na tisto, ko govorimo o trajnostnosti pa o naravnih bivališčih. In vse to je v teh mestih izpraznjeno, na voljo. Mi pa seveda investiramo v 10.000 ali koliko že novih stanovanj, kar je sicer v redu, seveda se to potrebuje, ampak zakaj je tako težko pogledati, da je teh, 2.000 od teh stanovanj pa lahko v starih mestnih jedrih in da jih je treba samo subvencionirati, samo dobiti neke kredite in spodbujati mlade, da bojo v njih živeli. Ker če gledam mlade družine v Škofji Loki, sej, hiše so mogoče na fasadah pourejene, pa jih je treba v notranjostih še obnoviti, tako kot smo naprimer tole stanovanje in vsak pravi, wow, kako je fajn. Ampak ti mladi, ki pridejo sem, imajo na dosegu roke šolo, otroci hodijo lahko peš v glasbeno šolo, trgovina je 50 metrov čez cesto, mislim, ne mi reči, da to ni trajnostno. Nikamor ni treba z avtom. Tako da to, da ne govorimo o igračah, o igralih, ki so poskrbljena na vsakem vogalu in so jih dobro poskrbeli, tudi arhitekti, da tudi njih malo pohvalim. Da ne govorimo o naravi, ki jo imaš v 10 minut izhoda popoln gozd in popolno naravo. Skratka, to je kvaliteta bivanja, za katero mi na katero ne reagiramo, vanjo ne vlagamo, jo spregledujemo in jo namenjamo turistom, ki pride sem za 3 dni, se nekaj naje, nekaj popije, si nekaj ogleda in zgine. Ampak recimo, da bo tudi s prenovo Škofje Loke v prihodnjih letih se stvar spremenila, da bo mesto od domačinov in šele potem od turistov. Upajmo, ampak to je zelo odvisno od upravljanja tega mesta. Domačini pač živijo oziroma ljudje živimo, kot nam je pač okolje, kot nam okolje daje. In če je pač to upravljanje usmerjeno v preveč poslov, preveč zabavišča, preveč hrupa, potem pač se ljudje umaknejo. Pogosto poudarjate, da je treba pri teh prenovah osebne interese potisniti daleč nazaj. Treba je pač, kako bi rekla, povezati tudi druge interese. Tudi konec koncev interese dediščine, če lahko govorimo o dediščini kot o subjektu, ne samo kot nečem, kar je v naši lasti, v lastništvu ali pa v dohodku ali pa v dobičku. Dediščina je pravzaprav ima neko, eni rečejo duha, neko dušo, neke zgodbe, ki nam jih nudi. In tukaj bi se mogoče uprla še na eno izkušnjo, ki jo imajo Hrvatje, malo boljšo. Dediščini iz tega dobička, ki jo iz nje kujejo, tudi vračajo nazaj. Mi jo samo eksploatiramo, oni imajo pa v svoji zakonodaji mislim, da budžet, ki je predpisan, da vsem, ki tržijo z dediščino, zelo majhen promil tega denarja vračajo v njeno obnovo. To se pravi etičen odnos do nje.
Tako da se stopiti nazaj v tem, kaj boš z njo delal, ne, jo ne predeloval v nerazpoznavnost in pa ji vračal, ker ti pač omogoča, da tu opravljaš neke dejavnosti in ker ti omogoča kvalitetno bivanje. Še zadnje vprašanje. Kako vas je spremenila dediščina? Ste Mene postali osebno. drugačen človek? Ja, verjetno. Mislim, Vas je preoblikovala po svoje? Če bi bila kaj drugega, bi bila. Ja, me je pravzaprav, kako bi rekla, zelo poskrbela je, da je moje življenje zanimivo, tako rekla. Ker se te zgodbe nikoli ne končajo, ker ves čas to razvijaš, raziskuješ, bereš, iščeš odgovore, nikoli nimaš vseh odgovorov, ni receptov in to lahko počneš do smrti, ker se pravzaprav nikoli zgodba ne konča. Pa fascinantno je, da smo na prostoru, kjer so se odvijala neka druga življenja ljudi, ki jih ni več med nami. Ne? To mi je tudi ena taka pripadnost prostoru, oziroma daje tudi en poseben občutek, ne? Stavbe v teh zgodovinskih mestih. In to je, recimo, če včasih z lokalnimi sosedi, s kolegi se pogovarjamo o te zadeve, so ljudje, ki te zgodbe poznajo, pa te osebne zgodbe, ne? In jih tudi širijo naprej. In včasih so tudi malo take posebne štorije, razni krjavlji, nečem v tem slogu, ne, ki pripovedujejo zgodbe preteklosti in te so pravzaprav tista človeška plat tega. Ne? To niso samo zidovi. To je legend, kolikor hočete, to je zgodb, kolikor hočete. To ni samo skladišče predmetov v muzeju gor nad nami, ampak bi vsi ti predmeti, ki so gor v muzeju, lahko tukaj le živeli na mestu, na trgu z nekimi svojimi štorijami. Ne? In to je tisto, kar dediščino ohranja živo med ljudmi. Mateja Kavčič, hvala za pogovor in dosti poguma tudi v bodoče pri varovanju in ohranjanju naše kulturne dediščine. Hvala lepa. Srečno. Hvala.